V rehabilitacijskem centru Soča je potekal posvet o vlogi gluhega tolmača. Ta naj bi predstavljal kulturnega posrednika med slišečim tolmačem in gluho osebo. A zakaj pravzaprav potreba po gluhem tolmaču? Nikada mi ne možemo da naučimo jezik neke druge manjine ili neke druge države tako dobro kao neko ko govori svoj maternji jezik. Kod gluvog čoveka koji u direktnom kontaktu i priči sa gluvom osobom može da kako na mnogo bolji način da se izrazi i da razume njegovu potrebu. Arunas Bražinski prihaja iz Litve, kjer gluhe tolmače uporabljajo že od leta 2003. Sam pravi, da ima dosti dela, ter da gluhi tolmači izboljšujejo kakovost življenja gluhih. Regionalni znakovni jezik, oziroma potem smo hodili pomagati gluhim osebam tudi v šolah, pa smo imeli veliko ovir v auditoriju, na konferencah in tako naprej. Tako da sem veliko sem hodil po teh zadevah. Drugače pa najprej pokličejo v center za tolmače in potem pogledajo v razpredelnico oziroma tabele, koga pokličejo, kakšno tolmačenje je, za katero stvar gre, kdo bi bil primeren, različne kategorije imamo znanja in če mene recimo pokličejo. Gluhi tolmač naj bi torej bolj približal oziroma podomačil kretnjo slišečega tolmača gluhi osebi. Kaj pa o tem menijo slišeči tolmači? Ideja uvesti gluhega tolmača sploh ni slaba. Velikokrat se pojavljajo gluhi, ki res nimajo takega besednega zaklada, ne razumejo določenih stvari. In če ga ne poznaš, če se prvič srečaš z njim, je zelo fajn nek vmesnik, posrednik, ki bi bil lahko ta gluh tolmač, ki bi njemu razložil še bolj na posplošen način. A mnenja so vseeno deljena in dejstvo je, da je za zdaj več vprašanj kot odgovorov. Kdo bo to financiral? V katerih primerih je gluhi tolmač sploh potreben? In tudi, kdo lahko postane gluhi tolmač in na kakšen način? Pa tudi, ali si ga gluhi želijo in ali ga sploh potrebujejo? Glede uvedbe gluhega tolmača v načelu anketiranci nimajo nič proti. Dejansko razmišljajo o tem, da bi ga koristili. Res pa je, da vsi poudarjajo, da tako kot smo mi slišeči tolmači morali iti skozi neki proces izobraževanja, certificiranja, da to popolnoma enako mora potem veljati tudi za gluhe tolmače. Se mi zdi, da je neizogiben korak uvajanje gluhega kulturnega posrednika. In to zato, ker ne moramo pričakovati, da bodo vsi gluhi enako dobri v uporabi znakovnega jezika oziroma da bodo dobri v uporabi besednega jezika. In zato je ta gluh posrednik velika pomoč posamezniku. Uvedba gluhega tolmača v Sloveniji je še v povojih. Udeleženci posveta pravijo, da je bil tokratni posvet šele prvi korak na tej poti. Še vedno pa ni povsem jasno, če bodo ti tako imenovani kulturni posredniki v praksi sploh zaživeli tudi pri nas.